Dober dan, spoštovani gledalci. Sem Jasna Martinjak, raziskovalni projekt Povej. Vstopamo v drugi del naše raziskave, ko sprašujemo po izkušnjah poslancev. In danes je z nami vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke, gospod Danijel Krivec. Lepo pozdravljeni, gospod Krivec. Lepo pozdravljen tudi vam. Me veseli, da sva se Enako. ujela. Pa bi vas kar vprašala, vi prihajate iz volilnega okraja Tolmin. Pa me zanima, kakšna je vaša povezava z domačo občino, pa z občani in z predstavniki lokalnih svetov v vašem volilnem okraju? No, prihajam iz volilnega okraja Tolmin, drugače prihajam iz občine Bovec, kjer sem bil v preteklosti 3 mandate župan. Od ustanovitve lokalne skupnosti tudi občinski svetnik in občinski svetnik sem še vedno. Tudi vsa leta vodim eden od odborov. Trenutno vodim odbor za okolje in prostor v občini, tako da z občinskim svetom, z lokalno skupnostjo veliko sodelujem. Drugače živim v krajevni skupnosti Srpenica, kjer sem ves čas aktiven v vseh društvih, sem tudi član gasilskega društva, tudi gasilski častnik in kakor mi čas dopušča tudi aktiven v tej smeri. V tem trenutku pa tudi vodim en večjih ali pa največjih projektov znotraj občine, pa tudi znotraj naše krajevne skupnosti. To je nov gasilsko-vaški dom na Srpenici, kjer je kar velika investicija in sem vodja gradbenega odbora. Tako da sem kar precej vpet v lokalno skupnost, drugače pa sem tudi predsednik LTO-ja Posočje, to je skupni LTO 3 zgornjeposoških občin. Temu predsedujem že kar nekaj let. Sem tudi predsednik košarkarskega kluba Tolmin, tako da meni je na nek način pomembno, da dobim iz okolice čim več informacij, ki mi koristijo tudi pri delu v Državnem zboru. Potem so lahko kar veseli, da vas imajo. Po mojem so, glede na to, da so me že 5-krat izvolili, pa tudi na županskih nikoli nisem izgubil mandata. Lepo. Smo si pač izglasovali nezdružljivost funkcij, tako da vse volitve do zdaj so bile uspešne, kar pa pomeni, da verjetno tudi ljudje ocenjujejo moje delo kot dobro oziroma koristno za njih. A je mogoče kakšna posebna dobra praksa sodelovanja, ki jih imate z samimi lokalnimi sveti ali pa skupnostmi? No, dejstvo je, da glede na to, da sem vsa leta praktično že od mladih nog vpet v delo ali mladinskih društev, krajevnih skupnosti, da se tudi v tem času, ko sem bil župan in zdaj, ko sem poslanec, ljudje obračajo na mene z različnimi vprašanji iz tega okolja. Kasneje seveda tudi do Tolmina, predvsem z nekimi lokalnimi stvarmi, vezanimi na umeščanje v prostor. Glavno vse, bi rekel, dileme, ki jih imajo v tej povezavi, in glede na to, da je moja telefonska številka že, 30 let enaka na mobitelu, odkar sem bil tudi poveljnik civilne zaščite in so se ljudje navadili, da me kličijo lahko kadarkoli in jaz tudi odgovarjam, tako da ta, bi rekel, komunikacija je ves čas odlična. Veliko ljudi tudi ceni moje nasvete glede posameznih projektov, ker izkušnje vseeno nekaj prinesijo, tako da ljudje se po različni plati obračajo na mene pri različnih aktivnostih, tako da s tem pa jaz dobivam tudi v bistvu informacijo, kaj se v okolju dogaja, kje so problemi, katere stvari mogoče bolj izpostaviti, reševati, tako da mislim, da je ta obojestranska komunikacija dobra, predvsem pa koristna. Kakšno pa je vaše stališče glede strankarske demokracije v razmerju do nestrankarske demokracije? No, mislim, da se je tudi na lokalnem nivoju skozi te liste zadeva malo razvrednotila, čeprav opažam, da v zadnjem obdobju se zadeva na nek način, vsaj pri nas, nazaj umirja, se pravi v zadnjem sklicu nimamo toliko list, kot jih je bilo recimo še 2 ali pa 3 lokalne volitve nazaj. Tako da po mojem se ta zadeva počasi na nek način postavlja nazaj v tiste okvire, kot morajo biti, ker parlamentarna demokracija le pomeni, da imamo neke stranke, ki imajo neko predzgodovino, zato da se lahko tudi pogleda, ali so bile uspešne, niso bile, kaj zagovarjajo, kaj ne zagovarjajo, ker te
načeloma instant liste se večinoma prilagajamo samo nekim trenutnim potrebam, trenutnim problemom, kasneje pa jih stvari ne zanimajo več in mislim, da to na dolgi rok ni dobro. No. Seveda pa demokracija omogoča tudi njim, da vstopajo v ta prostor, ni pa to, po mojem osebnem mnenju, dolgoročno koristno. Hvala. Je to mandat volivcev, ki so vas izvolili, ali je to mandat stranke? Jaz mislim, da je oboje. Ne? Brez stranke pač težko kandidiraš. V vsakem primeru pa je neka dodana vrednost tudi to, da te volivci prepoznajo kot nekoga, ki jim nekaj doprinese in glede na rezultate, mislim, da je to oboje stranska neka sinergija, sigurno pa brez stranke se v teh, bi rekel, razmerah ne da funkcionirati. In določene stvari, ki jih stranka zagovarja, jih je pač potrebno tudi v tem prostoru jasno izražati in tudi zagovarjati. Seveda pa je treba tudi prisluhniti mogoče nekim drugim težavam iz okolja, ki niso direktno povezane tudi s strankarskim programom. Hvala. Želite kot poslanec karkoli sporočiti gledalcem? Ja, zdaj, glede na to, da smo pred ponovno volitvami, je pomembno, da ljudje gredo na volitve, ker brez tega, da oddajo svoj glas, tudi demokracije ne bo. Hvala. Hvala vam za pogovor. Hvala tudi vam, spoštovani gledalci. Nasvidenje.